telesu odraslega človeka je približno 5 do 6 litrov krvi. Po žilah jo poganja srce. V tkiva prinaša kisik ter hranilne snovi, odnaša pa ogljikov dioksid in odpadne snovi. V krvi so različne specializirane celice, ki imajo vsaka svojo nalogo. Im Körper eines Erwachsenen befindet sich etwa 5 bis 6 Liter Blut. Das Herz pumpt das Blut durch die Adern. Es bringt Sauerstoff und Nährstoffe in das Gewebe und entfernt Kohlendioxid und Abfallprodukte. Es gibt verschiedene spezialisierte Zellen im Blut, von denen jede ihre eigene Funktion hat. Leukociti ali bele krvničke so bele krvne celice, ki varujejo telo pred okužbami in tujimi mikroorganizmi. Leukozyten sind weiße Blutkörperchen, die den Körper vor Infektionen und fremden Mikroorganismen schützen. Trombociti so krvne ploščice, ki mašijo rane na organizmu in s tem preprečujejo prevelike izgube krvi. Thrombozyten sind Blutblättchen, die Wunden am Körper verstopfen und so einen übermäßigen Blutverlust verhindern. Krvni strdek je odziv telesa na poškodbe, se preprečuje krvavitev. Ein Blutgerinnsel ist die Reaktion des Körpers auf Verletzungen, da es Blutungen verhindert. Retikulociti so nezrele rdeče krvničke. En dan krožijo v krvnem obtoku in nato dozorijo v zrele rdeče krvničke. Retikulozyten sind unreife rote Blutkörperchen. Sie zirkulieren einen Tag lang im Blut und reifen dann zu reifen roten Blutkörperchen. Eritrociti ali rdeče krvničke so krvne celice, ki telo oskrbujejo s kisikom. Vsak dan od pljuč do različnih tkiv prenesejo 600 litrov kisika. Erythrozyten oder rote Blutkörperchen sind Blutzellen, die den Körper mit Sauerstoff versorgen. Sie transportieren täglich 600 Liter Sauerstoff von der Lunge zu verschiedenen Geweben. Hemoglobin je rdeče barvilo, ki nase veže kisik, ki ga nato rdeče krvničke prenašajo po krvi. Hämoglobin ist ein roter Farbstoff. Seine Aufgabe ist es, Sauerstoff an das Eisen zu binden, das dann von roten Blutkörperchen durch das Blut transportiert wird. Bilirubin je rumen odpadni produkt, ki nastane, ko rdeče krvničke odmrejo. Bilirubin ist ein gelbes Abfallprodukt, das entsteht, wenn rote Blutkörperchen absterben. Amore mio, ti se ne che semega, vuoi dirmi non sulla pizza al tuo cazzo? Hai rekla allergeni?
Joj, kako sem lačna. Rekla sem geni in ne alergij. Jaz sem tudi lačna. Ves čas razmišljate samo o hrani. V življenju še kaj več. Glasba, poezija, ljubezen. Če mi pa puli v želodcu. Nekaj tečnarek je mala, razvajena, neuzgojena celica. Pusti jo pri miru, Eri. Čeprav je še majhna, to ne pomeni, da se lahko spravljaš na njo in ji ukazuješ. Samo ljubo, suma si, ker mlada in lepa. Od zavisi boš pozelenila in razpadla. Bili rubi, Nehajte! Pa veliko. Ne, Rubi, nagajajo Eri, da bo kmalu razpadla na bili Rubi. Prepričana sem bila, da je nekdo rekel Bili in Rubi. Dajmo družba, počasi bo treba začeti delati. Nimate pojma. Moje življenje ni niti približno pri koncu. Pred seboj imam še najlepša leta. Pravzaprav, Eri, ker rdeče krvničke oziroma eritrociti nimajo jedra, so veliko manjši kot ostale človeške celice, živijo samo 100 do 120 dni. Na to razpadejo in odpadni produkt se imenujejo bilirubin. Daj utihni že komu, samo časno odvajajo se brezvezno blebetanje, polno nekoristnih podatkov in potem ti ne ostane nič energije za pravo fizično delo. Kaj pa je s tabo? Ker komu tako dolgočasno govori, sem padel v komo. Moje ime je Evo, H-E-V-O in ne Komo. Briga me, kaj si. Bi te pa rad vsaj enkrat videl, da nam pomagaš. Formacija 303. Pripravljeni? 1, 2, 3, menjava. 1, 2, 3, menjava. 1, 2, 3, menjava. 1, Joj, ne morem več, čisto sem brez sape. Saj bo kmalu zajtrk, tetka Rubi. To ti bo dalo novo energijo. O, kaj bi dala za hrustljavo popečen kruhec? A me potrebujete? Jaz sem pripravljen. ne stodek, ne rabimo te. Ampak tetka Rubi je rekla za mašen. In kdo zamaši? Jaz mašim in zamašim. Rekla je popečen, ne zamašen. Jaz se ne grem več. Pa vi ste vsi malo zamašeni in zmešani. Ne sekiraj se, Srdek, Eri je danes vstala z levo nogo. Pridi, za mašenje potrebuješ veliko vaje in kondicije. Ne moram se premikati. Vse je lepljivo, samo maščoba, kakšna pa skrbija. Ocvrta jajca, ocvrta salama, popečen cir, organo. Glutasto telo, samo da se užite misli. Kako naj delamo po takšnih pogojih? To je trapasto. In to je posledica ogljikovih hidratov in nasičenih maščob, ki v krvi zviša raven holesterola, zaradi česa postanemo lenovni in počasneje odreagiramo. Lenovni in počasneje odreagirate? To je po moje bolj posledica vašega pomanjkanja inteligence, kot pa odsvetih jajc. Ne, nehaj, Eri. Samo zato, ker si malo bolj morma kot mi, še ne pomeni, da se lahko obnašaš, kot da si iz kraljeve družine. Tihni, Tumbo. Trombo, ime mi je Trombo. No, naj nadaljujem. Postanemo lenovni in počasneje odreagiramo. Se pride do kar 60% zmanjšanja prenosa kisika. Že prihajam. Akcija. Pa saj te ni nihče klical. Ampak ima je reka cementnega in kdo je mojster izdelave cementnega sladka? Jaz. Rekla je 60%, ne cementnega. Ja, no pa nič. Jo, menjo, jaz sem bil, vi rdeči strdek pa čakam, da bo šlo, ke bo nesreči. Vi sam nosite taki si, jaz sem hrabri levkovci, pretepam se in bojujem, rdeče ritke vam rešujem. Gremo vsi, naj vas slišim, dajte vsi, oteti svoj kljun, da bo telešček bolj imun. Kaj pa počneš? 60%, on je najbolj znan rapper na svetu. Vsi ga posnemajo. Mislim, da se imenuje 50 Cent in ne 60
si prsel. Ivo, kako da si tako pametna? Ko sem se rodila, so mislili, da bo postala možganska celica. Ampak zato sem bila zaradi napake v električnem sistemu, ki se imenuje živčevje. Usmerjena sem. Daj bi z nami in se mi je lepo. Jo, men je! Ja. Vesela sem, da si tukaj. Ko bom zrasla, si želim biti tako pametna kot ti. A me boš naučila vsega, kar znaš? Zakaj to gum? O ne, Levko, pa pravim si njegove možgane. Vse je v redu, prišel je impuls, sporočilo. Raven hormona endorfina narašča. V meni alarm. Smo pripravljeni, da gremo? Kam? Na telovadbo. Čas je za teleškovo jutranjo rekreacijo. Nič ni boljšega, kot če danes malo športa. Pripravljeni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dajmo! Kisik! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dajmo! Kisik! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dajmo! Kisik! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dajmo! Kisik! 1, 2, 3, Čisto sem uničena. Sploh nisem vedela, da imam tukaj mišice. Rubi. O ne, nekaj narobe z Rubi. Umaknite se, dajte jim malo zmaka. Narediti moramo heimlicher prijem. Ja znam. Mislim, da se mu ne sanja, kaj bomo narediti. Bolniku, ki se duši, spodbujamo v kašlju. Kašel, Rubi, kašel. Nagnemo ga nekoliko naprej in ga 5-krat udarimo. Daj mi pitko, Rubi, daj mi pitko. Vedno udarimo se. 1, 2, 3. Nekaj! Če to ne pomaga, naredimo heimlicher prijem. Postavimo se za dušečega, ga nagnemo nekoliko naprej in ga objamemo okrog pasu. Eno dlan stisnemo v pest in jo objamemo z drugo roko. Nato roki položimo na zgornji del trebuha. Naredimo sunkovicune, pri katerem potisnemo trebuh navzgor in navznoter proti sebi. Po potrebi to ponovimo do 5-krat. To je to, čisto preprosto. 1, 2, 3. A ja, mana nosečnica se nikoli ne sme izvajati heimlicher. Rubi, a se v redu, kaj se je zgodilo? Med telovadbo se mi odlepila zobna proteza. Jaz sem jo skoraj pojedla. Joj, dovolj akcije je bilo. Še vedno smo utrujeni od jutranje telovadbe. Kaj pomeni en za presekati? En za presekati. Štampi! Štampene. In šnopče. In šilce. Takane. Nekaj da! En za presekati je merica zelo močnega alkohola, ki spodbuja adrenalin, povzroči dehidracijo. Si rekla dehidracijo, je to videl moj... Joj, ni všeč. Vsakič skoraj skočim iz kože. Rekla iz kože, misli z membrane. Joj, kakšen čudno
delana, potrebujemo malo glasbe za hidracijo. A je nekdo rekel za delana? Jaz znam zadelati, jaz lahko zadelam vse. Rekli smo nadelana in ne zadelana. Nadelana, zadelana, vse je vse eno, vse je isto. Časi se mi tam mali, kaj malo smilijo, nimajo pojma. To je posledica alkohola. Hitro moramo dati neke tekočine, preden dehidrajo. Meni tudi, moja membrana zgubana kot suha sliva. To so lete in ne pomankanje vlade. In je stara posušena sliva. Tihnita, oba! Oplostjen in nesvežal. A, to, glasba! Omalo, zdaj imaš pristupe. Ni res, tudi jaz slišim glasbo. Kako je to lepo, ljubezen moja. Se spomniš plesa, na katerem sva se spoznala? Bila je ljubezen na prvi pogled. Upam, da bo telešček danes tudi naša prav ljubezen. Čeprav Himo pravi, da se danes vsi srečujejo samo še preko računalnikov. Mogoče sploh ne znajo več plesati. Senzori kažejo na začetek procesa zadevanja. A je tukaj? Mislite, da je telešček nekoga našel? Se veste, detko. Upam, da ne. Kaj se bo pa zgodilo, če jo je? No, težko je. No, a gremo staviti? Staviti na kaj? Na to, a bo telešček danes uspešen. No, če mu bo končno ratalo. Ne razumem. Reti, ko moški sreča ženska. Mislim, da kot čebelica sreča čebelica. Mislim, da kot čebelica sreča rožico. Potem se zaljubi in se imata lepo. Kar pomeni, da sta srečna. Razumem. Čebelica, rožica, zaljubiti se, sreča. A je nekdo rekel zalepiti? Jaz lahko zalepim, zajesim, zamašim, zatisnim. Joj, Storek, rekli smo zaljubiti in ne zaljubiti. Dolg čas mi je, sploh me ne rabite. Nima smisla biti strdek, če ni nič za zabasati. Ne skrbi, tvoj čas bo prišel. No, kdo bo stavil? Stavim 2 možganski in 1 matično celico, da bo telešček spet dobil slovico po glavi. Ok, jaz postavim 5 gladkih mišičnih celic, da bo spet slišal. Veki, rano vidi se sem pa oče, ne? Jaz vam rečem, da bodo 3 člaki poskrbeli, da ne bo prišel niti do plesišča. Ampak do stranišča. Jaz pa prepričana, da se bosta teleška imela res lepo. Srečno bosta živela do konca svojih dni. Še kakšna stava? Ervin, ti? Jaz pa stavim
Udam se. Ubi. O ne, mislim, da jo mola. Evo, kaj da naredimo? TPO. Jaz znam. T pomeni tresi. P pomeni pocukaj. In O pomeni obračaj. Ne deluje. Kaj pa če P pomeni počkaj? P pomeni počkaj. Kaj tam, če O pomeni objekuj ali idi? O pomeni... Dihita! TPO. Temeljni postopki oživljanja. Fuj, jaz se ne bom ljubčka na usta. Nobenega ljubčkanja. Nehaj da. Pri oživljanju ni potrebno dajati umetnega dihanja. Poslušajte. Najprej preverimo, če se oseba odziva in če diha. Ubi, a dihaš? Daj, domači, se bom jaz. Uho prislonimo k ustom in gledamo prsni kož. Če ne diha ali se oglaša kot nasedel kit, takoj pokličemo 1, 2 in šele na to začnemo z oživljanjem. Najprej mu damo eno roko na čelo in nagnemo glavo nazaj. Nato stegnemo dlan, prepletemo prste in položimo roki na sredino prsnega koža. Začnemo pritiskati s hitrostjo 2 pritiska na sekundo. To je v ritmu pesmi Staying Alive skupine Big Shoes. Dajmo, Erli! At first I was afraid, I was petrified. Keep thinking I could never live without you by my side. But then I spent some... Ne, Erli, to ni prava. Saj veš, to je Staying alive, staying alive. Daj glasbo. Pritiskamo za iztegnjenimi komovci 5 cm globoko. Močno! Če kaj moči, pač moči. Zlomljena rekla, da so pomembna. Vse rešujmo življenje. To delamo, dokler ne pride reševalci. Gremo! Samo malo sem zastala. A si v redu? Ustrašila sem se, da se umora, tako kot stric Billy. Veš, stric Billy je umrl na bojišču velike modrice, ampak boril se je do zadnjega diha. Bil je velik junak. Zakaj si tako žalostna? Pogrešam mamo. Enkrat sem se želela iti igrat in sem se odcepila od mame. Kričala je, da tega ne sme početi, ampak bilo je prepozno. Kar naenkrat me je odneslo in nisem mogla več nazaj. Danes si bila zelo pogumna. Res sem se trudila, ampak rada bi bila tako pogumna kot stric Billy. Ko bom velika, bom po poklicu nakinja. Saj boš. Nekaj narobe, hudo narobe. Nagluzni organizmi. Kaj takega nisem se nikoli videl. Pretepla sem se na vso moč. Še bolj kot takrat, ko so nas napadle noge, špice. Misliš norice in ošpice? Ampak ta videz odavno smo Marija in se gibljajo s tupo hitrostjo. Vse bele celice se borijo, kaj če bi šla že življenje ali smrt. Evo, kaj misliš, da se dogaja? Nisem prepričana. Možgani so poslali sporočilo o nevarnosti oranžne stopnje, ampak ne piše zakaj. Spomnim se, da nas je nekoč
preplavila množica neznanih bitij in v proizvodnji so morali povečati izdelavo potnih telesc. Mislim, da je takrat šlo za transfuzijo. Preplavile so nas celice neznanega darovalca. A se to dogaja, transfuzija? Mislim, da ne. Cepivo, to je cepljenje. Kaj je cepljenje? Jaz vem. To smo se učili. Cepljenje je, ko nas napadejo cepci. Cepljenje je najboljša metoda preprečevanja nalezljivih bolezni. V telo nam vbrizgajo manjšo količino organizmov, ki povzročajo nalezljivo bolezen. Telo se nauči, kako jih premagati in zato se nikoli več ne more okužiti s to boleznijo. Tako zaščitimo sebe in druge. Če te lešček, kašlje in kija korona razpiha. Srdeč! To ni smešno! Oprosti, Eri. Ampak zakaj so nas napadle v turbokoze? Mislim, da to niso turbokoze, ampak cepivo proti tuberkulozi. Ampak zakaj v telešku, pa ne vem. Verjetno gremo v tujino na počitnice. Enkrat smo že bili na počitnicah. Bilo je zelo vroče. Ves čas sem se morala mazati s kremo. Ampak zakaj gremo na počitnice? Mislim, da si mora telešček nabrati novih moči. A se moramo kaj posebej pripraviti na počitnice? Več treninga in telovadbe? Ne, Tombo. Če se še prav spomnim, so počitnice premor od dela in vsakodnevnih obveznosti. Nobene telovadbe in skrepa. Samo počitek. To se sliši precej dolgočasno. Mislim, da bom s sabo vzela nekaj strokovne literature. Smo pripravljeni, ker komaj čakam, da se spočim svoje stare kosti. Jaz sem pripravila vse. Kače, bajke, onesnaženo vodo, eksotično hrano, tuje jezike, Pregledala sem sistem. Vse deluje kot mora. No, razen seveda tujka v teleškovi, gluteus maximus mišici, ki ga je dobil v nesreči na plesišču. Kaj pa to pomeni? V mišiča storitev je stekla lavina. Stade! Oprosti, Eri. Skratka, mislim, da smo pripravljeni. Mogoče bomo imeli med letom nekaj težav s pritiskom, ampak sem prepričana, da se bo vse srečno končalo. Nazadnje, ko smo leteli, je bil Tombo popolnoma izmučen. Zgledalo je, da bo ravno kar razpadel. Bili Rubin! Ja, in veš, zakaj, ker se ti, princesa, celo pot spala. Si morala prinašati kisik še namesto tebe. Kisik je med letenjem veliko težji kot naprej. Kdaj gremo? Kmalu, mala, kmalu. Pridem Levka delata še namesto mene. Res sta pridna otroka. Moram priznati, Rubi, da si nisem mislila, da bo tako lepo. Nazadnje, ko smo bili na počitnicah, smo imeli situacijo s pokladeno hrano. Tokrat pa vsi uživamo. No, samo Strdek se nasmel dolgočasi. A si me kličali, Eri, a lahko kaj zatesnim? Odaj mi je, nihče te ne rabi. Vroče je. Grem plavat. Samo ne iti predaleč. Eti, v zadnjem času smo kar veliko doživeli, a ne? Smo, ja. Najbolj všeč mi je bilo na letalu. Ves čas se mi je vrtelo. Res se rada vrtiš, a ne? Levko, a se še spomniš strička Vilija? Seveda. Se tetko Rubi sta bila tako zabavna. Vedno da bo bolje nasmejana. Ja, najboljše vice. A misliš, da bova tudi midva tako zabavna, ko bova sama? Bova, Reki, bova. O,
Ne. Ja, pa ima mi je rekla, da naj se naučim kravati, ampak nekaj težko. Mislim, da nekaj ne delam prav. Medtem ko ti poizkušaš plavati, sem jaz naredila celotno analizo sistema. Seveda si gospa vse znam. Hladno postaja. A je čas, da se odpravimo? Ja, gremo, sonce že zahaja. Ko večerno sonce v gladino zareže, morje splete krvave mreže. Sence se daljšajo, ogenj žari, dokler ne izgine, spomin zapusti. Ok, imamo vse? Imo. Ja, prosti, malo sem se zamislila. Nič novega, kaj če bi nam reči pomagala. A si v redu, Imo? Malo si bleda. Kaj je narobe? Ta zvok, ne vem, zdi se mi, da pomeni nevarnost. Ne, bodi neumna, kako lahko zvok pomeni nevarno? Takole. Lepo, nekaj, ne bahate. Ubi, Trumbo, Ubi, trumbo. Daj no, zbudi se. Se samo ricam. Trumbo. Imo, kaj si dodaja? Malarija, A lahko kako pomaga? nestrdek. Tokrat žal ne. Let's go.